Mantre same, torej posebno petje mantr in teh svetih besed, ki nekaj predstavljajo, so izredno stare. Okay? To pomeni, da v bistvu njihove korenine, njihova zgodovina sega 1500 let pred našim štetjem. Si ti predstavljaš, koliko je to staro? Takrat so bile energije na Zemlji tako zelo močne, eterične, duhovne in vse se je kreiralo iz duhovnega. So potrebovali zdravje, so se obračali na naravne in na eterične energije. So potrebovali intuicijo, so se obračali na svete energije. In takrat so se v bistvu te mantre izoblikovale kot neko sveto besedišče, preko katerih se je dal sidrati eterične energije. V bistvu nadaljevanje tega je šlo tudi potem po drugih kulturah, recimo magi so izoblikovali latinske uroke, ko so hoteli nekaj manifestirati in tako dalje. Mi vsi danes uporabljamo neke besede, zato da lahko komuniciramo. Ampak današnje besede v današnjem svetu so mnogokrat energijsko težke. Veliko znamo komunicirati na težek način, ljudje znajo kritizirati, izražati dvome, strahove, veliko je negativne frekvence v naših besedah. Medtem ko v mantrah, v teh besedah je bila čistost in zraven se je dodajala energijska vrednost priklica božanskega. Zato v osnovi so to ene izmed najmočnejših besed, katere lahko sploh na tem planetu srečate. Glede na to, da imamo danes ogromno težav, torej z besedami in s komunikacijo, se postavlja vprašanje, kaj se zgodi, če potegnemo petje manter teh starih, torej 1500 let pred našim štetjem in to združimo z našo energijo danes. Kaj se zgodi, v bistvu, ker smo pa definitivno naravnani na besede, kaj se zgodi, če poslušamo mantre, sploh v obliki lepe glasbe in v obliki nekega lepega petja, kaj se zgodi, ko to spustimo v svoje telo. Znanstveno dokazano je, da če imaš pravo glasbo, samo glasbo, pustimo še mantre zraven, da če imaš pravo glasbo, katero dovajaš, torej preko svojih ušes v svoje telo, da celice poslušajo, se dobesedno fizično ukrivljajo in se odzivajo. Vprašanje pa je, če združimo več stvari. Mantre, lepo glasbo, torej to, kar je že znanost dokazala, in dotike rok. Torej, mi vemo, da imamo na dlaneh izjemno občutljive točke, ki so ful sposobne prevajati energije, ki so samozdravilne. Zato recimo, bog ne daj, če te boli trebuh, kako narediš, kole se primeš. A pa če te boli vrat, dostikrat kole narediš. A pa če te boli glava, narediš kole. Zakaj ljudje vedno, ko jih nekaj boli, zakaj se primajo za ta predel? Zakaj tudi, ne vem, otroci, ki jih boli trebuh, takole naredijo, a ne? Torej, zakaj, ko te boli glava, rečeš, joj, glava me boli. Zakaj daš roke gor? Zaradi tega, ker je to intuitivna poteza. Razumeš, to je intuitivna poteza, ker to avtomatsko naredimo. To pomeni, jaz nikoli ne bom rekla v življenju, ti ni treba delati, v meditacijah se ni treba truditi, nikoli ne bom tega rekla. Je pa res, da izvedba tega, kar sem zdaj povedala, eterične mantre, pozicije rok in ta prava glasba, pa še vodenje nekoga, da te usmerja, zato da si lahko osredotočen, kar je moja naloga, predstavlja nek tak proces, ki ti ga bo mogoče lažje, samo lažje narediti, kakor neko klasično meditacijo, kjer moraš se definitivno zelo potruditi, zelo biti osredotočen, moraš imeti te mentalne valove, moraš imeti na mestu, zato da dosežeš nek cilj. Tako da, in prav je, da imamo tudi meditacije, na vsake toliko časa pa je prav tudi, da si privoščimo eterične mantre, kjer ni treba nekega naprezanja, nekega napora, kjer mogoče se ne osredotočamo tako, joj, nekaj moramo zdaj manifestirati in tako dalje, ampak se včasih pustiš pocrkljati. Tako, kakor veš, kako bi jaz rekla, da je to taka primerjava. Če hočeš svoje telo imeti zdravo, ja, moraš iti v fitness in moraš delati in se moraš truditi za to, a ne?
ampak včasih pa paše tudi iti na masažo, ko nekdo drug malo zate nekaj naredi, pa sprosti tvoje telo. No, da boste vedeli, klasična meditacija je fitness, kjer imaš osebnega trenerja, to sem jaz, okej? Medtem ko eterične mantre so pa masaža. In imaš tam maserja, ki nekaj naredi namesto tebe. To sem pa tudi jaz, plus mantre, plus glasba, plus dotiki rok. A zdaj razumemo razliko? Mislim, da sem to ful dobro povedala, a ne? In jaz mislim, da recimo, kadar delamo neke redne meditacije, pa tako naprej, da recimo, če se včasih enkrat na mesec recimo približno pocrklaš tako meditacijo, sam zato, da dovoliš, da telesu, da zadiha, da se sprosti in tako dalje, potem je to nekaj, za kar ti bo telo in tvoja psiha ti bosta izjemno hvaležna. Jaz bi rada, da se v Sloveniji ljudje odprejo temu. A veš, ljudje so danes, joj, nekaj, kar je starega 1500 let pred našim štetjem, to nam ni tako znano, ne vemo, kako to teče, ampak jaz sem hotela Sloveniji to predstaviti, hotela sem, da vi vidite, kako to teče, da boste videli, da kaj enkrat to sprobaš, ker, a veš, tudi ti si imela prejšnja življenja, ti se boš spomnila zdravilnosti teh mantar. Ljudje, ki to poskusijo, na začetku so malo tako, kaj je to, meni to ni tako blizu, malo so mi bolj blizu moderne metode, ampak ljudje to poskusijo, ko ljudje to sprobajo, ugotovijo, da je to enostavno moraš sprobati, da mi lahko verjameš, ugotovijo, da wow, absolutno si želim, da je del to mojega življenja. In zdaj si bomo pogledali, kako to izgleda, ne? Pojdi in se usedi na to belo preprogo. Pa se zavij v to belo odejo in začuti, kako lepo je samo občutiti varnost. Se stisniti k sebi, objeli sebe, čutiti sebe. Opaziš, kako se roki zasvetita. Iz njih pride eterična energija. Ti pa samo sprejmeš to svetlobo in toploto, ki začne vstopati preko tvojih dlani v tvoj prsnik. In stopiš po stezi, ki je pred teboj in vodi čez bambusov gozd. Sezuješ se in bosih nog nadaljuješ